Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na en tak jesenski izlet po Vipavski dolini in po Kraškem robu, na katerem bom naredil približno 85 km in 850 višincev. Danes je nedelja, 24. september in upam, da bo tudi na tistih koščkih, kjer moram iti na glavno cesto, nekaj manj prometa. Vreme je pretežno oblačno, ob enih popoldan je bilo 20 stopinj Celzija, piha pa severovzhodnik tja do 20 km na uro. Jaz se bom v večji meri potrudil, da bom čim več peljal po stranskih cestah. Progo oziroma link do moje Strave bom pa itak dal od spodaj v opis videa. Za začetek sem prišel iz Nove Gorice po kolesarski stezi v Šempeter pri Gorici in nato v Volčjo Drago. Takoj, ko pridete v Prvačno, se vam splača zaviti levo in pot nadaljujete skozi samo naselje in se s tem izognete tisti glavni prometni cesti. Na koncu Prvačne prečkamo železniško progo in se priključimo nazaj na glavno cesto, ampak samo za kratek čas, saj pridemo potem tik-tak v Dornberk. Če bi kdo rabil, je že tukaj pred Dornberkom vodni vir, jaz zaenkrat imam še polne bidone. V Dornberku se ne držati glavne ceste proti Sežani, ampak raje zavite levo proti Ajdovščini. Na koncu Dornberka pridete v Zalošče, kjer takoj za reko Vipavo zavijete desno proti naselju Budihni. Tukaj čez je ena taka lepa, prazna, neprometna vaška pot, po kateri bomo prišli skoraj do Branika. Glavni cesti se dejansko splača izogniti, kljub nedelji je precej prometna, mogoče tudi zaradi tega, ker je v Novi Gorici reli. Kakor ste lahko videli, je ta proga precej ravninska, vseeno pa na 85 km naredi 850 višincev. To pomeni razmerje točno 1%, kar je meni najboljše razmerje, da ni niti preveč vzponov, niti preveč ravnin. Tukaj v Braniku je zanimiv tale grad Riechenberg, ki vam ga bom pokazal kasneje, ko se bom s Krasa vračal nazaj dol v Branik. Na koncu Branika pa vam spet predlagam, da ne greste po glavni cesti v Štanjel, ampak zavijete levo v dolino Branice. Tu je še ena taka lepa, prazna in kolesarjem zelo prijazna cesta. Če bi šli po glavni cesti v Štanjel, imate do vrha 5 km, tukaj naokrog čez dolino Branice in čez Kobdilj pa približno 10. Mogoče še en nasvet glede oblačil, kljub temu, da je tako jesensko vreme, tukaj celo malo rosi, sem jaz v kratkih rokavih. Zame je nekje 17 stopinj tista spodnja meja za kratke rokave, če je slučajno manj, tam pa dolge. Po tejle trasi, kjer sem se vozil do zdaj, sem tudi večinoma izničil tisti učinek severovzhodnega vetra, tako da skoraj ni bilo kakšnega hudega občutka, da se ne moreš voziti. Jaz vam povem, da sem se včasih izogibal vožnje v dežju, ampak zdaj pa realno me ne moti. Če imaš večinoma vodoodporno opremo in da te ne res prav zazebe, je tudi v dežju čisto super. Treba je samo paziti, da kje ne padeš na kakšnem gladkem asfaltu. Sploh pri disk zavorah lahko še prej zablokiraš zadnjo gumo, kar sem se jaz naučil na težji način pred 2 letoma v Stari Gori. Pa še tako je, da jaz ta teden praktično nisem nič kolesaril, ker sem bil službeno odsoten. Zdaj, ko je pa že nedelja, moram spraviti kakšen kilometer pod streho in pregnati pajke iz menjalnika. Tukaj v dolini Branice boste tudi opazili, da se ves čas rahlo vzpenjate, kar je logično, ker cesta teče ob reki, seveda navzgor. To progo pa vam kažem tudi z mislijo na enega gospoda iz Bohinja, ki me občasno kontaktira, rad pride v naše konce in naredi kakšen kolesarski krog. Zadnje čase so ga pa zanimale te trase proti Ajdovščini, Vipavi
in pa tukaj proti Krasu. Tale proga, glede na to, da sploh ni stotka, je primerna za marsikjerga rekreativca. Na koncu doline Branice pridemo v kraj Kodreti, kjer je to križišče. Levo vas pot pripelje čez Mančev Vipavo, kar je super trasa in vam jo lahko priliki tudi posnamem, če bo kakšen interes za to. Mi se bomo pa tukaj držali desno za smer Kobdilj in seveda Štanjel. Še prej pa, kakor začnemo z vzponom, pridemo v naselje Čehovini, kjer je en super dober vodni vir. Tukaj imamo zdaj ta čudovit vzpon v Kobdilj. Dolg je 3,5 km, na njem pa se dvigneš približno za 120 metrov, kar je tam okrog 3%. Na vrhu vzpona zavijemo desno, en slab kilometer je do Štanjela. Tole tukaj za mano je Štanjel, če kogarkoli zanima ali pa da še ni bil obvezen postanek, lahko prijete tudi z avtom, tle od spodaj nekje parkirate in se sprehodite gor po ulicah. Krasen kraj, z zelo lepimi razgledi, priporočam. Jaz bom danes, ker je dež, šel kar naprej in sicer v smeri proti Komnu. Tudi v smeri proti Komnu pada dež. Vidim, da se je malenkost zarosila tudi leča od kamere. Jaz upam, da se kaj vidi in se vam že vnaprej opravičujem za slabše posnetke. Cesta od Štanjela proti Komnu ni preveč prometna, še največ je turistov, ki krožijo tukaj po Krasu, ki pa jih danes zaradi dežja ni. V Komnu je bencinska črpalka in pizzerija, kjer se lahko krepčate. Jaz se v Komnu ne bom ustavljal, ampak bom kar zavil desno nazaj proti Braniku, tako da bomo z vrha dol videli še tisti grad, ki sem vam ga prej pokazal. Za čim lepšo izkušnjo vam priporočam, da pridete kakšen dan, ko bo sončno vreme. Meni je pa kljub vsemu tudi danes prav super, če ne drugega je vse prazno, nikjer nobenega in jaz se tukaj sam potikam po teh gmajnah. Cesta od Komna proti Braniku je sprva nekaj kilometrov ravna oziroma tako zelo nežno valovita, potem pa se zelo ostro prevesi čez Kraški rob v dolino. Precej strm spust je in tudi nevaren, ker je cesta na mestih luknasta, tako da svetujem previdnost. Vrnil sem se nazaj dol v Branik, kjer bom pri pokopališču natočil vodo. Potem pa me čaka en lep vzpon v Preserje. To je en tak lep, kratek vzpon, kjer se na enem dobrem kilometru dvigneš za 60 metrov. Na vrhu Preserji gledamo tablo Ajdovščina in se lepo spustimo dol v barje. Po tej cesti bom prišel v kraj Potoče, kjer se bom za kratek čas preklopil na glavno cesto Ajdovščina Nova Gorica. Ampak že v naselju Vrtovin bom zavil desno na eno stransko cesto, ki me pripelje iz Vrtovina v Črniče. V tem delu trase imam že skoraj 65 km in za zaključni del poti bom izkoristil ta veter v hrbet, da me potisne do Nove Gorice. Za natančna navodila, kako se izogniti glavni cesti do Nove Gorice, glejte mojo traso na Stravi, ker je preveč komplicirano, da vam bi lahko razložil in posnel vsak odsek in stransko cesto posebej. Upam, da vam je bil moj izlet všeč. Jaz vam želim čim več varnih in lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.